Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako s športno aktivnostjo razgradimo kakšno odvečno kilo. Dobila sem vprašanje od enega gospoda, ki je jutranji tip in on pravi, da mu zjutraj nekako zmanjka energije čez večer jed, tako kot priporočam v knjigi, ko imajo hormoni žur, da jemo zvečer samo beljakovine in zelenjavo in vidi, da zjutraj, če gre laufat, se pravi teč, nima energije. In kaj bi bilo treba drugače narediti, da ima energijo? No in prva zadeva, moramo razumeti, kako hormoni delujejo na stanje telesa. Se pravi, če mi želimo spodbuditi rastni hormon, ki nas preoblikuje med spanjem, ki stopi odvečno maščobo med spanjem, ki vpliva na pomlajevanje, in če želimo spodbuditi hormon DHEA, ki stopi odvečno maščobo ravno tako med spanjem, moramo zvečer jesti beljakovine in zelenjavo, vzeti omego 3 in C vitamin kot prehransko dopolnilo, ker vsakega potrebujemo po 1000 mg, in zjutraj, če želimo ta postopek, ta proces podaljšati, delamo vaje vrelec mladosti ali pa neke raztezalne vaje, lahko jogo, lahko pozdrav soncu, nikakor pa ne neke divje vaje. In divje vaje, jaz to štejem tudi tek. Ker nekdo, ki gre zjutraj na prazen želodec, na tešče, prelaufa 10 km, dejansko sebe, svoje telo spravi v tak stres, da enostavno se bo prej začel starati in narediti v predel trebuha, kot pa hujšati. Kaj bi mogel drugače narediti? No, ta gospod, za tega gospoda je odgovor, pred tako naporno vadbo poje vsaj 3 datlje ali pa 1 banano. Rabi takoj ogljikove hidrate, da mu dajo moč, da odprejo celice in da začne potem telo porabljati energijo iz maščobnih celic. Zato, ker poglejte, tisti, ki zjutraj delamo vaje vrelec mladosti, to so v bistvu raztezalne vaje z dihanjem, spodbudimo delovanje telesa in s tem samo podaljšamo nočno razgrajevanje maščob. Kdor pa gre v akcijo zjutraj, pa takoj nabije stresni hormon, stresni hormon pa, ker nima goriva, začne razgrajevati mišično maso. In v bistvu tega pa nihče izmed nas ne želi. Glejte, če mi razumemo delovanje hormonov, kako delujejo, se pravi, kot sem rekla, ponoči delujeta hormona za obnovo, hormon rastni hormon, pa hormon DHEA. Potem zjutraj začneta upadati in potem, ko zalaufamo dan, se dvigne stresni hormon in čez dan deluje in potem popoldne začne upadati. In če pravilno spodbudimo s hrano delovanje ali pa podpremo s hrano delovanje teh 2 hormonov, pomeni, da v bistvu gre en tak cikel, rastni hormon, hormoni za obnovo, potem stresni hormoni in tako naprej. V bistvu smo v takem ciklu. Tisti, ki pa se zvečer ne zmorejo umiriti, ne pomirijo stresnega hormona, se pravi, se ne aktivira rastni hormon in to pomeni, da se starajo, da dobijo neke degenerativne bolezni, da se redijo na predel trebuha in predvsem se počutijo utrujeni. No in tisti, ki pa sebe pripeljejo do izgorelosti, pa pomeni, da se jim sploh stresni hormon ne tvori več in da so ves čas kot neka rastlina, ki enostavno nimajo pospeška v življenju. No, zdaj, kaj je treba narediti? Pojdimo pogledati najprej hrano. Za tega gospoda sem že rekla, potrebno je, da poje 3 datlje in banano, to je tisto, kar bi spodbudilo delovanje njegovega telesa, in predvsem zvečer rabi omego 3 in C vitamin, poleg beljakovin in zelenjave. No, zdaj tukaj za tiste, ki pa zjutraj telovadimo, pa lahko popoldne gremo na neko športno aktivnost, ki pa vseeno spodbudi mišično maso. Zato, ker poglejte, če greste popoldne recimo na nek hiter sprehod, za nas ženske več kot 15-minutni hiter sprehod ni primeren, ker se tvori preveč stresnega hormona.
Zato za nas je primerno spet popoldne nekaj, kar delamo rade, da spodbudimo ženske hormone, mogoče ples, mogoče nekaj, kar, ne vem, jaz si večkrat preklopim glasbo, pa imam trampolin v dnevni sobi, pa v bistvu najprej se ugrejem, pa plešem, pa potem še malo skačem na trampolinu, ampak ne neka divja zadeva, ampak v glavnem tako, da se imam fajn. To mi je všeč in to spodbudi moje dobre hormone. Medtem, ker recimo, ni mi pa všeč neka napeta vadba, niso mi všeč delati počepe in tako naprej. To mi ni všeč in to moje telo spravlja v stres. Zdaj, tisti, ki pa radi to delate, da vam je to všeč, da se pri tem dobro počutite, imate pa kup hormonov zadovoljstva, kar je pa spet dobro. Ali pa mogoče vas motivira misel na lepo postavo, pa kako boste zapeljevali z vašo lepo postavo in to vpliva na to vaše zadovoljstvo. Pač meni ne predstavlja to nič zadovoljstva. Jaz se moram uživati med vadbo, da mi je zabavna, da mi res všeč. Rada grem na kolo, tudi to je dobra vadba, ampak spet ne tisto, da umrem zraven, ampak lepo počasna vožnja s kolesom in da zraven uživam. Glejte, ko še tega nisem razumela, kako delujejo hormoni, sem dejansko rekla, ne vem, smo imeli v nedeljo piknik, sem rekla, zdaj pa jaz grem še na moj Giro do Kranja pa nazaj in to je bila akcija in sem potem pol ure rabila, da me je duša ujela. In kaj sem takrat delala? Dejansko sem porabljala mišično maso, ne pa spodbudila hormone, ki pospešijo obnovo in kurjenje maščob. In dejansko zdaj, ko to vem, pač raje grem na nekaj sproščenega, grem na sprehod, grem na kolo, rada smučam po zimi, ker to so mi lepe stvari. In takrat, ko uživamo pri športu, te hormoni zadovoljstva tvorijo vse te hormone, ki nas preoblikujejo in vplivajo na to, da smo zmeraj bolj vitalni in vedno mlajši in tako naprej. Danes sem dobila en tak lep kompliment, en gospod pa seveda mi laskal, je rekel, bila sem na pogrebu drugače, je rekel, koliko ste stari, 40 imate že, sem rekla, 52 bom. No, vsak čas. In dejstvo je, da ja, dobro se počutim v svoji koži, predvsem pa res zdaj razumem, da mojega telesa ne smem preterati. Da vse, kar delam, delam zato, ker imam rada svoje telo in želim, da se v svoji koži počutim dobro. No, naslednja stvar, kar je pa pri vsem skupaj ključnega pomena, je pa seveda hrana. In moramo razumeti, da sama hrana je tista, ki bo telo podprla ali pa ga bo zrušila. No, kot sem že rekla, zvečer pač jemo beljakovine in zelenjavo. Ni pomembno, kaj jeste, ampak pomembno je, da lahko imate ribo, lahko imate zraven blitvo, lahko imate olive zraven, lahko imate oreščke, predvsem potrebujete beljakovine in zelenjavo. Zdaj pa za vse tiste, ki ste športno aktivni, vam lahko pokažem tole prehransko dopolnilo, Šport Bioton. Bioton je prehransko dopolnilo z aminokislinami, ki spodbudijo delovanje našega telesa in sicer, poglejte, noter sto 3 ključne aminokisline in sicer arginin, ki je ključen za hujšanje, zmanjša nevarnost ledvičnih kamnov, pomaga blažiti hipoglikemijo. No, zdaj se mi feclja jezik. Hipoglikemija pomeni zmanjšuje željo po sladkorju. Potem je naslednja aminokislina noter, ornitin, deluje na hormone, ki tvorijo mišično maso. Povečuje učinek arginina, se pravi še dodatno zmanjša željo po sladkorju. In potem je noter aminokislina tirozin. Tirozin je drugače aminokislina, ki pomaga pri hormonu sreče, pri hormonu zadovoljstva, povečuje spolni nagon. Se pravi, za vas, gospodi, Bioton, za vse tiste, ki rabite majčkeno več za vašo potenco. Potem pomaga zniževati stres, lahko zmanjšuje tek, se pravi željo po sladkem, in predvsem izboljšuje razpoloženje. Tako da Bioton se vzame 4 tabletke
po športni aktivnosti oziroma če želite shujšati zvečer pred spanjem. Tako da v glavnem to je prehransko dopolnilo za vse športno aktivne. Zdaj pa kaj vam bi še priporočila. Prej sem rekla, omega 3 pa C vitamin sta ključna. Tako da to vzamete, kam sem dala C vitamin, tukaj ga imam. To je ključno. In zdaj pa za vse tiste, ki pa niste toliko športno aktivni, pa bi mogoče vseeno želeli majčkeno spodbuditi topljenje maščobe, vzamete C vitamin pa omega 3 in šejke. Šejki imajo pa vseh 22 aminokislin. In če gremo zdaj pogledati na vse ostale aminokisline, recimo cistin pomaga preprečevati stranske učinke pri kemoterapiji in obsevanju. Dobro, to ni za hujšanje, ampak zmanjšuje kopičenje starostnih peh. Neverjetno. Ravno danes sem imela vprašanje, ena gospa je rekla, da ima veliko na koži eno starostno pego in dejansko aminokislina cistin je tista, ki preprečuje kopičenje starostnih peh. A zato jaz nimam praktično nobene. Jaz imam 2 starostni pegi, ki sta nastale, točno vem kdaj, pred 4 leti in takrat sem bila v enem stresu in sta nastali te 2 starostni pegi, sta zbledeli, jih mažem, pač se ne vidite, jaz vem, da obstajata, drugače jih pa nimam. Potem naprej, glutamin, to je aminokislina, ki vpliva na glutaminsko kislino, in v glavnem to je glavna sestavina glutationa, to je snov, ki deluje kot lebdeči papir v naši celici in deluje na razstrupljanje. Potem lizin pomaga povečati zbranost, povečuje plodnost. Joj, da vam povem, šejki, omega 3, C vitamin, to je kombinacija, ko sem pomagala že nekaj parom, da so zanosili. Ker očitno so bili celično podhranjeni. Potem, če pogledamo naprej, glicin je potreben za delovanje osrednjega živčevja, pomaga pri celjenju ran, deluje na želodčno kislino, preprečuje epileptične napade, zanimivo. Serin pomaga blažiti bolečine in lahko deluje kot naravno sredstvo proti psihozi. Neverjetno! Še jaz sem navdušena, berem iz knjige Vitaminska Biblija za novo tisočletje. V glavnem vse to vsebujejo te šejki. Jaz na dan pol vrečke popijem, ker mi je dober, ker se dobro po njemu počutim. Predvsem ga pijem zjutraj namesto zajtrka. Boljše je sicer namesto večerje, če razmišljate, da bi vzeli neko prehransko dopolnilo, ki vas topi. Zmešate z jogurtom, lahko naredite šejk, lahko date noter smuti, lahko naredite, lahko date zeleno ali pa peteršilj noter, lahko date zraven borovnice, čija semena in nastane zelo užitna zadeva. V glavnem, aminokisline so ključni gradniki našega zdravja, to je temelj našega zdravja. In za vse tiste, ki imate težave, ne vem, s sluznico recimo, je lahko, ker je načeta sluznica, mi potrebujemo za sluznico tudi aminokisline, potrebujemo za obnovo sluznice tudi encime, ampak encimi so spet narejeni iz aminokislin in pademo v nek začaran krog, ker enostavno rabimo majčkeno pospeška, da se začne telo obnavljati. Danes me je ena gospa vprašala in rekla, pa je to res, da recimo, če povzameš neko prehransko dopolnilo, pa vsebuje B vitamine, se pa zrediš. Ne. Redimo se samo po umetnih B vitaminih. In če vzamete umetne B vitamine in vas raznese, pa še po možnosti fluorescenčno lulate, 100%, pač to niso naravni B vitamini. Naravni B vitamin, sploh vitamin B6, je pa potreben, da hrano, sploh ogljikove hidrate, kot je krompir ali pa testenine, spreminja v energijo. In če vam manjka vitamina B6, vi lahko jeste hrano, ki vsebuje energijo, ampak ste brez energije. Rečete, emšo me daje, ampak mogoče vas pa daje samo pomanjkanje vitamina B6. Lahko je samo to preprosto. Tako da za vse tiste, ki ste kronično utrujeni, mogoče tudi šejki, ker vsebujejo vse vitamine pa minerale,
Predvsem pa vas spodbujam, dajte uporabljati predvsem zdravo hrano, 5 obrokov, potrebno jesti na 2,5 ure, razumeti, da naše telo pod prvo potrebuje hrano in vodo, da potrebuje spanje in za vse tiste, ki ne morete spati, spet, iz česa se naredi spalni hormon? Iz aminokislin. Pa smo spet tam, kaj ne jem, a ne? In če imaš premalo želodčne sluznice, kaj se zgodi? Tako da, ja, vse med sabo povezano. Vam povem zdaj še en primer pri teh šejkih. Zdaj mogoče boste rekli, joj, koliko reklame dela za sebe, ampak glejte, jaz se ukvarjam s podjetjem Neolife že 30 let in v 30 letih, verjemite mi, veliko strank imam. Bila sem enkrat pri eni družini, bil je gospod, ki je bil po operaciji srca. In po operaciji srca enostavno se ni več sestavil, je bil nepokreten, imeli so to medicinsko posteljo, a veste, tisto ta visoko, so jo dali v dnevno sobo in v bistvu njihova dnevna soba se je spremenila v bolniško sobo za očeta. In ko pač jaz preko nekih prijateljev sem prišla k njim in razlagam hčerki, ki je skrbela za očeta in ne govorim prav o šejku. In ona prav je rekla, glejte, jaz to ne verjamem, to ne more pomagati, pač, in sem rekla, glejte, gospa, jaz vas ne prepričujem, ker mene ne boli, če je vaš oče nepokreten. In sem ji pustila 2 vrečki. Sem rekla, dajte mu pol vrečke zmešati, zvečer, pa boste videla. Pač, to je za 4 dni, boste videli, kako bo. Me kliče 3. dan, je rekla, ne morem verjeti, ata sedi. Tudi mojemu očetu sem lansko leto imel je nesrečo in sem mu dala šejke za okrevanje, da je k sebi prišel. In ja, to dajem vsakemu takrat, ko je opešen. In glejte, tudi če ne morete shujšati, je največkrat povezan, da ste zadaj, da ste podhranjeni. Veste, kolikokrat slišim, ko mi rečejo ljudje, ko rečem podhranjeni ste, pa rečejo, ne, da poglej, koliko imam špeha, jaz sem prehranjena, ne pa podhranjena. Ja, vitaminsko si podhranjena in zato tvoje telo ne more sodelovati. In ne, moramo pa razumeti, da telo je prvotehnična zadeva in če mi želimo hranilne snovi spraviti noter v celico, da pride do vžiga, da se nekaj zgodi, potrebujemo voziček za odvečno maščobo. In ta voziček, ki se imenuje drugače karnitin, iz česa je narejen? Ja, spet iz železa, pa iz aminokislin, pa iz C vitamina. In če tega nimaš, ni vozička, ni kurjenja. In kaj je za povrh? Vam se kopiči maščoba, počutite se pa, kot bi vas vlak povozil. Tako grejo zadeve. Tako da, ja, res sem prepričana v to, kar delam že 30 let, da s tem, z naravnimi prehranskimi dopolnili, lahko pomagam ljudem. In vi, ki berete deklaracije, ko greste nekaj kot prehransko dopolnilo, prvo stvar morate pogledati, a je naravno. Kako veste, da je naravno? Pogledate E-vitamin in če pri E-vitaminu najdete oznako L, pomeni, da je slab. Oznaka za naravni E-vitamin je D-alfa-tokoferol. Za umetni E-vitamin pa DL-alfa-tokoferol. Tako boste najbolj enostavno vedeli, če vzamete B-vitamine in dvomite, če imate smrdeč urin, če imate fluorescenčen urin, to je sigurno pokazatelj, to je umetni B-vitamin. Če se začnete rediti po B-vitaminu, umetni B-vitamin. Pač glejte, vaše telo je svetišče, ne more biti smetišče za nekoga, ki pač je pogruntal, da prehranska dopolnila so dober biznis, ne glede na to, kakšne posledice ima na zdravje človeka. No, tako da, v glavnem, jaz verjamemo v etičnost in verjamemo to, da obstajajo dobre stvari, pa tudi verjamemo poštenost. In zakaj sem pri 30 let že pri podjetju Neolife? Glejte, ena od osnovnih principov in filozofij našega podjetja je poštenost in iskrenost. In to je bila tista stvar, ki me je tako nagovorila, veste, poštenost.
poštenost. In po 30 letih, verjemite mi, da glede na to, da sem prva stranka jaz, bi jih zalotila, bi vedela, da ni dobro, da ni naravno, da so nekaj drugega dali noter, ker pod prva stranka teh prehranskih dopolnil sem jaz in moja družina. Tako da, in kar je dobro za mene, je dobro tudi za moje stranke. Tako, v to sem prepričana. Tako da, glejte, danes je bil ta nasvet za vse tiste športno aktivne, kaj narediti v tem primeru, če želite pomladiti vaše telo s športno aktivnostjo. Zdaj pa še en nasvet, ta zadnji. Glejte, za vse tiste, ki greste recimo neke družabne športne aktivnosti in po športu pa še pivo. Bi bilo boljše, da ležite doma na kavču in ne delate nič. Zato, ker s tistim pivom ste podarili vse. Pivo ima glikemični indeks 110 in vi lahko popijete pivo, če greste dvigovati uteži, ker je ogljikov hidrat in odpre v trenutku celice, ampak ta prvih 15 minut, 20 minut potrebuje vaše telo potem beljakovine za hitro obnovo. Tako da mogoče kakšen šejk za hitro obnovo, ali pa lahko si nesete sabo in po športni aktivnosti popijete jogurt, v katerega ste zmiksali recimo avokado, lahko si kakšen smuti nesete sabo in boste videli, se boste zelo dobro počutili, predvsem pa vaše celice vam bodo hvaležne. A gremo še na sporočilo prehodu na novo dobo, da vidimo za vse tiste, ki se zavedate, da vaše telo je svetišče in da tisto, kar dajete v sebe, se odraža na ekranu vašega življenja, ker vaše telo vam vedno pokaže, kaj je pomembno za vas. In spet je prišla karta, varno je ljubiti. Vsak odnos se vedno začne z mano. Se pravi, varno je ljubiti svoje telo in ga spoštovati. In razumeti, da so določene zakonitosti mojega telesa in jih spoštujem, predvsem pa to, ker ljubim svoje telo, ga pač nahranim s hrano, ki ga podpira. In naslednja je prišla blagoslov. Blagoslov, zanimivo, glejte, ta energija blagoslova je spet ljubezen, ampak blagoslov je tako kot čarobni prah. Vse tisto, kar blagoslavljam, se izboljšuje. Se pravi, če jaz želim, da se bo moje telo začelo pomlajevati, vam bom povedala tako, kot je ena gospa mi rekla. Je rekla, leta sem imela težave s kolki, s koleni, pa sem hodila od fizioterapevta do ortopeda, do fiziatra, do vseh živih. In enkrat mi en fizioterapevt reče, gospa, a pa ste vi hvaležni vašim nogam, ker vas še vedno držijo. Je rekla, a veš, da nisem pomislila na to, da bi mogla biti svojim nogam hvaležna, ker mi služijo. In mogoče jemljamo preveč samo po sebi umevno to naše telo, ampak moramo razumeti, da mi smo komandant naših celic in da naše celice nas slišijo. In če mi damo našim celicam ukaz, da izločijo vse, kar nam ne služi in da se razstrupijo in da prosimo, da svoje telo, da nas podpira, da nam služi, glejte, naše telo se odziva na vibracijo naših čustev, naših misli, našega programiranja. Naše telo je živa zadeva in lahko vplivamo na delovanje dejansko vsake celice. Tako da dovolite, da se v vašem življenju zgodi blagoslov, sebi imate to moč, da sebi dajete blagoslov nove energije in boste videli vse se zgodi. Tako da uživajte in želim vam vse dobro v vašem življenju.